Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni ob spremljanju današnje oddaje Župan z vami. Tokrat nismo v studiu VTV vaše televizije Velenje, ampak v protokolarni sobi Mestne občine Velenje. Gosti nas župan Peter Drmol. Lepo pozdravljeni in seveda hvala lepa, ker nas gostite. Prijazen pozdrav in vedno dobrodošli. Ta prostor je nekaj posebnega. Veliko se dogaja v njem, pa tudi ena posebna energija se mi zdi. Ja, je prostor, kjer se pravzaprav vsakodnevno tudi tkejo neke nove ideje ali pa razrešujejo različni problemi, tako da se mi zdi, da ima neko posebnost, kar se tega tiče. Po drugi strani je pa seveda posebno tudi potem, da v tem prostoru velikokrat sprejmemo tiste pomembne ljudi, ki znajo promovirati naše mesto, našo državo, ki konec koncev veliko dobrega naredijo za našo skupnost in seveda je prav, da tudi vas kdaj pa kdaj gostimo tukaj. Velenje se lahko pohvali z novo podobo, tudi vi imate veliko srce in lahko rečemo Velenje mesto s srcem. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, zdaj je že pravzaprav nekaj časa od tega, v 60-letnice naprej, rojstva našega mesta, ko pravzaprav vse skupaj bazira na srčnosti, ko bazira na sončnicah, in s to novo grafično podobo smo pravzaprav začeli oziroma želeli pokazati tudi navzven, da se tudi na tem področju, na področju grafičnega oblikovanja dogajajo spremembe z željo, s ciljem, da seveda širša javnost dobi res tisti močan občutek, da so pred nami korenite spremembe, da moramo iti po teh, kot si sami želimo. Upoštevamo seveda naše pretekle izkušnje, naše vrednote, to pa so srčnost, spoštovanje do sočloveka, vse tisto, kar smo pravzaprav leta in leta gradili. In za to novo podobo, srcem iz sončnic, z prehodom rumene barve na zeleno, ki lahko tudi simbolizira na nek način zeleni prehod ali pa pravičen prehod, pokažemo in kažemo na to, da smo pripravljeni na spremembe, da se jih ne bojimo in da bomo seveda skupaj uspeli te spremembe resnično obrniti v svojo korist. Se mi zdi, da se na tak način nekako kažejo tudi naše človeške vrednote, na katere smo v zadnjih časih morda malo pozabili. Pa ne samo, da smo domačini vajeni te srčnosti, tudi ljudje, ki pridejo iz drugih koncev Slovenije ali tujine, pravijo, da je Velenje res mesto s srcem. Drži, marsikaj nam seveda drugi povedo, kar si sami včasih ne znamo ali pa nočemo predstavljati, si dajati teh zaslug. Prav pa je, da se zavedamo, da smo resnično srčno mesto, da smo tudi v teh kriznih časih pokazali srčnost, da smo pomagali vsakomur, ki je pomoč potreboval, da smo tudi v tej novi krizi v Ukrajini pravzaprav prvi pokazali, da smo pripravljeni pomagati. Tudi po zaslugi tega, da imamo tukaj podjetje Isotech, ki je seveda del svojih obveznosti upravljal v Ukrajini, da imamo častnega konzula Ukrajine. Vse to kaže na to, da resnično smo ne samo v občinski upravi, ampak tudi širom lokalne skupnosti ljudje, ki smo odprtega srca in ki na vsakem koraku poskušamo pomagati. Gospod župan, konec je strogih ukrepov glede zbiranja ljudi. Če pogledamo, ljudje so željni druženja, da se zberejo, poklepetajo. Tudi nedavno velika maškerada, ki ste organizirali, je dokaz temu. 1000 malih in velikih maškar. Vsi smo se razveselili tudi prvega koncerta 12. marca na Titovem trgu, dan D. Pokalo je po šivih, se pravi, ljudje so res željni. Ja, to, da so ljudje željni zabav, verjetno ni bilo bojazni. Mogoče celo obstajala bojazen, da so se ljudje toliko odvadili tega, da pravzaprav tega ne bi več sprejeli. Ampak sem vesel, da je ta prvi koncert, pa tudi pustno rajanje pokazalo in dokazalo, da Velenje si želi zabave, da čaka na zabavo. Zato so to sladke skrbi in zato je seveda na nas, da poskušamo v prihodnjih mesecih, vkolikor bo seveda to mogoče, realizirati čim več tovrstnih projektov. Pred nami so pomembni koncerti, tudi na naši Visti. Veliko je bilo že sedaj vprašanj, zakaj dan D ne na Visti. Vista je le ogromno območje, kamor moraš resnično namestiti tiste
glasbene skupine, ki pritegnejo zelo veliko število ljudi, samo 2-3 tisoč ljudi pravzaprav na Visti ne pomeni ničesar, zato je to območje namenjeno predvsem večjim dogodkom in veselim se, da je v letošnjem letu kar nekaj zanimanja, da bomo mi poskušali že konec maja organizirati koncert Siddharte, katerega smo sedaj že 2 leti predstavljali. To je darilo Mestne občine Velenje mladim. Verjamem, da bomo to uspešno realizirali. Po drugi strani se pa pojavljajo interesenti, ki želijo na Visti organizirati večje koncerte. Ne bi še danes želel o imenih, dokler resnično nimamo vseh pogodb podpisanih, ampak če bo tako, kot je zastavljeno, potem bo na Visti letos zelo veselo. Poleg tega bomo pa tudi sami dali neke mehkejše vsebine, kar smo v preteklosti že pokazali in verjamem, da tudi bo letos temu tako. V času praznovanja občinskega praznika pa bo Titov trg znova gostil, lahko rečemo, pomembnega slovenskega glasbenika, Magnifika, tako da bo v tem obdobju resnično ogromno dogodkov, lahko se bomo veselili, samo če nam bodo seveda to dovolili. Držimo pesti, a ne? In kljub temu, da imate ogromno obveznosti, se z velikim veseljem vedno radi udeležite dogodkov, tako za najmlajše, mlade po srcu? Ja, na nek način je to naša obveznost. Jaz to spremem kot del svojega dela, čeprav se včasih slabo počutiš, čeprav si včasih z mislimi tudi kje druge, pri reševanju katerih drugih stisk ali težav, pa vendarle se mi zdi dobro, da kolikor je le mogoče, da seveda sam obiščem posamezna društva, posamezne dogodke. V nasprotnem primeru se pa spodobi, da vsaj nekdo iz mestne uprave pride in je pa lepo, vedno vse posod lepo sprejmejo, vedno izrazijo nekatera nova pričakovanja, kar je seveda prav, novi izzivi so nujno potrebni, ampak so to prijetne vsebine in takrat, ko si med ljudmi, se pravzaprav tudi najbolj sprostiš in če so pravi ljudje okoli tebe, te pravzaprav navdihujejo z neko novo energijo, z dodatno energijo, ki jo pa pravzaprav pri vsakodnevnih opravilih nujno potrebuješ. Na vsakih prireditvah, dogodkih je prisoten nekdo strani Mestne občine Velenje, se pravi z vašimi sodelavci, ki so res natančni, pridni in dosledni, vedno poskrbite za to. Ja, tako smo pač sprejeli, tudi odločitev je takšna, že zjutraj na kolegiju se tudi dogovorimo, kdo bo odšel na kateri dogodek in tega se potem držimo. Je pa na nek način tudi zastavljena praksa, kateri urad pokriva katero območje oziroma področje, zato je tudi seveda velikokrat lažje določiti tisto osebo, ki potem gre tudi v popoldanskem času na teren in se druži z ljudmi. Gledalke in gledalci, slišali smo, kako pomemben prostor je Vista v Mestni občini Velenje. Prav veseli nas, ko vidimo, koliko fotografij objavljajo ljudje, ki pridejo iz različnih koncev Slovenije in se nekako pohvalijo, da so obiskali tudi našo Visto. Nam kar srce zaigra. Ja, lepo je videti na teh socialnih omrežjih in tudi širše našo Visto resnično dobiva pravi pomen. Verjamem, da čez nekaj let, pa ne tako dolgo let, bo to območje resnično izjemna krasotica, turistična krasotica. Že danes je, ampak še nekaj stvari moramo urediti in so to neki prijetni izzivi, ki so pred nami. Če se malce ozreva v preteklost, v zimsko obdobje, fantastično vzdušje na Visti. Vista je tudi po zimi živela. Ta tek na smučeh, s katerim smo primerno začeli v preteklem letu, se je izkazalo kot pravšnja odločitev. Kar nekaj ljudi, približno 70 ljudi dnevno pride oziroma je prišlo na Visto. Tudi sam sem nekajkrat se udeležil in šel na Visto teč na smučeh. Lahko rečem, da je izjemen ambient. Zraven smo pa tudi seveda to zalogo snega, ki smo jo na nek način naredili za samo tekaško stezo, uporabili tudi za smučišče, sankališče, torej so tudi otroci lahko uživali na Visti in ne glede na to, da pri nas ni veliko snega, da znamo sneg narediti. Ta umetni sneg je pa tudi bolj vzdržljiv, dlje časa drži, zato je seveda prav, da to prakso poskušamo tudi v prihodnje ohranjati. Se pravi, tudi prihodnjo zimo bo na Visti podobno dogajanje? Prepričan sem, da ja, mogoče celo kaj več. Že v letošnji
na letošnji Visti se je pokazalo, da lahko še kakšen dogodek dodatno naredimo. So nekatere želje, tudi interesi, tako da se veselim tega in če bomo tudi prihodnja leta pravzaprav Visto obogatili z prihodom katerega izmed naših športnic in športnikov, kot je v letošnjem letu bila to Gloria Kotnik, potem je to seveda lahko najlepše darilo, ki ga daš občankam in občanom, predvsem pa tistim najmlajšim. Ko ste ravno omenili Glorijo Kotnik, na njo smo pa v Velenju še posebej ponosni. Pa ne samo na njo, na vse športnike, ki nekako ponesejo ime Velenja izven naše Slovenije. Ja, res je, to so športnice in športniki, ki zastopajo naše mesto, naše klube v tujini zelo ponosno in tudi zelo učinkovito. Lahko smo ponosni na njih in pravzaprav vsak sprejem, ki smo ga naredili, je bil čudovit. In prav lepo je videti, ko tudi ljudje znajo to ceniti, znajo to spoštovati in sprejeti in odkrito srčno z aplavzom tudi s poljubi seveda nagraditi te naše športnice in športnike. Tudi dogajanje v Velenju bo letos v znamenju 100. obletnice rojstva Karla Destovnika Kajuha. Kar nekaj dogodkov bo torej posvečenih Kajuhu. Ja, Karel Destovnik Kajuh je naš pesnik, naš borec. 100. obletnica njegovega rojstva je letos. Verjetno bi si raje želeli, če bi lahko danes z nami praznoval 100. obletnico, pa žal je zelo mlad umrl in zato se mi zdi prav, da tudi v teh časih seveda znamo pokazati spoštovanje do naše zgodovine, do naših preteklih herojev in predvsem se mi zdi zelo pomembno, da seveda ne poveličujemo vsakodnevno sedaj teh dogodkov, ampak takrat, ko pa moramo in ko lahko, pa da to tudi storimo. In predvsem je potrebno približati mlajši generaciji, kaj se na tem območju dogajalo. V preteklosti lahko seveda nekaj tistega, katerega se največ naučiš, napak, da v prihodnosti ne ponavljaš, grozote, ki so danes v neposredni bližini, vidimo, kakšne posledice imajo in ne želimo si, da bi se to zgodilo. Zato Karel Destovnik Kajuh, letos je njegovo leto, bo večina ali pa veliko dogodkov povezanih z njim. Tudi simbolično smo v Mestni občini Velenje vsem osnovnim šolam podarili po 7 knjig o Karlu Destovniku Kajuhu, ki so jih potem namestili v svoje knjižnice. Veseli me, da so te knjige si zaželeli tudi nekateri, ki ne živijo v Velenju, ampak ali pa v Sloveniji, pa smo tudi njih potem razveselili s temi knjigami. V mesecu aprilu organiziramo skupaj z Združenjem borcev tudi en dobrodelni koncert, Samo en cvet, in pa poskušali bomo skozi celotno leto, kot sem prej povedal, že tudi na posamičnih dogodkih, povedati, kdo je bil Karel Destovnik Kajuh in kakšna so bila njegova umetniška dela, pa tudi tista druga dela ali pa prispevki, ki jih je dal konec koncev za svoboden narod. Tudi sami berete Kajuha, pa Kajuhovi pohodi? Ja, vse to je vsakoletno kar nekaj, po vsako leto je lepo prejeti večinoma v mesecu februarju knjigo o Kajuhu, navadno takrat to naredim, preberem nekaj teh njegovih del. Ja, je zanimivo in vsako leto lahko rečem, da je to obdobje posebno obdobje in me veseli, da ljudje to sprejmejo, da to cenijo in da tudi sledijo seveda tem dogodkom. Ta koncert v mesecu aprilu bo pa tudi odmeven. Jaz sem prepričan, da bo odmeven, da bo Rdeča dvorana polna. Prepričan sem, da ljudje ne pozabljamo tega, kar se je dogajalo, ne smemo puščati na cedilu naših herojev in dogodek bo verjetno veličasten. Prepričan sem, da bo zelo dobro obiskan in da bodo resnično ljudje uživali v tem večernem dogodku. Gledalke in gledalci, žal moramo v današnji oddaji Župan z vami spregovoriti tudi o manj lepi temi. Ukrajina se je dotaknila vseh nas, tudi župana Mestne občine Velenje Petra Dermola. Zdaj bomo obudili spomin, kdaj je obiskal Kijev s sodelavci in kako hitro s srcem je odreagiral tudi na pomoč Ukrajincev. Povejte, gospod župan. Ja, zgodba je seveda zelo sveža. Mislim, da v mesecu novembru sem skupaj s sodelavci še obiskal Kijev, obiskal tudi župana Kijeva, gospoda Kličkova.
In takrat je že ta pogovor kar velikokrat nanesel na željo, da bi seveda tudi sami vstopili v Evropsko unijo. In že takrat je bilo tudi občutiti, da se na meji med Ukrajino in Rusijo nekaj dogaja. V sami avli občinske stavbe so pravzaprav bila napisana in prikazana tudi vsa imena oseb, ki so vsakodnevno izgubljali že življenja na meji, kjer so jih pravzaprav ruski ostrostrelci ubijali. In lahko rečem, da je že takrat bil nekoliko čuden občutek, ampak ni bilo zaznati toliko strahu strani Ukrajine ali pa občinske uprave Kijeva. No, kasneje se pa je izkazalo, da so bile razmere že takrat tudi zelo resne. Zato takoj, ko se je vojna tudi začela, sem seveda tudi poskušal eno spodbudno pismo poslati samemu županu. To smo tudi storili z pripisom seveda, če lahko karkoli, kjerkoli pomagamo, da smo tudi pripravljeni pomagati. Potem so pa kar hitro tudi naši prijatelji in partnerji, poslovni partnerji iz Ukrajine navezali stike z nami. Ne smemo pozabiti, da smo še v mesecu septembru preteklega leta gostili tudi določene skupine ljudi iz Ukrajine, tudi na naši mednarodni konferenci. In takrat so izrazili željo, da bi morali pomagati določenim ženam in pa otrokom, da bi seveda varno prispeli v Slovenijo. SOTEH je to opravil po svojih poslovnih partnerstvih, mi smo se pa tudi organizirali v občinski upravi, tudi z direktorjem energetske agencije, ki ima tudi veliko poslovnih partnerjev gor, odšel na pot, tako da smo nekaj teh žena in otrok prepeljali na varno sem. Tukaj smo poskrbeli za njih. Istočasno smo pa hvaležni tudi tistim, ki so bili znotraj mestne občine Velenje iniciatorji zbiranja različnih potrebščin. Ogromno pozivov sem takrat dobil in smo se tudi zelo hitro organizirali in pokazali, da smo tudi v tem primeru seveda Velenjčanke in Velenjčani srčni ljudje in da živimo v srčnem mestu. In tako kot v preteklosti pri imigrantih, pri nekateri drugi zgodbi nismo seveda puščali ljudi na cedilu, jih tudi tokrat nismo in jih seveda tudi v prihodnje ne bomo. Velenje je bilo prvo mesto, ki je sprejelo 2 ukrajinski družini. Ja, ravno to o tem pravim, da ni samo občinska uprava tista, ki želi ali poskuša delati srčnost. Mene veseli predvsem to, da so tudi ostale institucije, gospodarske družbe pripravljeni pomagati in to resnično nima vsako mesto. In to tudi ni mogoče čez noč doseči. To je mogoče doseči samo z večletnim delom, medsebojnim spoštovanjem, tovarištvom, prijazno besedo, to, kar pravzaprav poskušamo širiti v Velenju, in na osnovi tega potem to postane del našega življenja in tako se tudi kot skupnost obnašamo. Kot ste omenili, ljudje v Velenju vedno znamo hitro stopiti skupaj, ko pride do kakšne tragedije, žalostne zgodbe. Tudi tukaj se je zdaj dokazala ta solidarnost, pomoč. Mladinski center Velenja, vse te inštitucije, res poklon. To je mesto s srcem. Verjetno se marsikdo ne zaveda, ampak meni je veliko lažje takrat, ko pravzaprav nastopi neka krizna situacija, ko vidiš mogoče posameznika ali pa družino, ki potrebuje pomoč, da lahko pokličeš te ljudi, ki so vedno pripravljeni pomagati, pa pravzaprav ne zahtevajo nobenega plačila, vse skupaj delajo na prostovoljni bazi in kadarkoli potrebujemo njihovo pomoč, da nekaj realiziramo, bom rekel, lahko tudi na neformalen način, kar je včasih tudi veliko lažje, kot pa formalno ob vsej tej birokraciji in zakonodaji strani mestne občine Velenje, da je pravzaprav takrat zelo lepo, kajti prepričan si, da si dal pravemu človeku to nalogo, da skupina ljudi stopi skupaj in tisto, kar je najpomembneje, da pravzaprav si prepričan o tem, da bodo ti ljudje pomagali temu sočloveku. In veliko je bilo tega, skozi leto se tega ogromno pripeti in sem izjemno hvaležen vsem tem prostovoljcem, ki so, lahko rečem, tedensko z mano na liniji in da to usklajujemo in da pomagamo drug drugemu.
V vsaki oddaji, župan, z vami pogledamo, kaj se aktualnega dogaja v mestni občini Velenje, ampak poskušamo pa poiskati tudi globlje informacije. Župan, vaš delovnik ni od 7. ure zjutraj do 15. Ljudje vas pokličejo tudi po noči, ko potrebujejo pomoč. Pa dajte čisto iskreno povedati, ko pridete domov, a lahko izklopite dogajanje, recimo, tako kot ste zdaj razmišljali v Ukrajini. Se zazrete vase, vam je tudi kdaj hudo, pridejo tiste solze na plan? Pridejo tudi takšni trenutki, predvsem pa, ja, kaj dosti časa ni za to, da razmišljaš, kako je hudo, kako je nekaj nemogoče. Jaz zelo sovražim besede na ne, to moram odkrito povedati, zato pravzaprav vsak izziv, ko je, ga sprejmem, kot da ga bomo realizirali tako ali drugače, kajti vedno se vsaka zgodba spelje potem na nek način. Pomembno pa je, da toliko kot lahko zgodbo premikaš proti pozitivnim stvarem, da to tudi počneš. In zato lahko rečem, da je delovnik včasih tudi po vseh obveznostih službenih še mogoče bolj zahteven, kaj si že kar nekoliko izčrpan vsega tega, pa še vedno veš, da še moraš določene stvari urediti, včasih tudi neformalne, kot sem že prej povedal. Klicev, stikov ljudi je pa izjemno veliko. In prav zanimivo je videti, kako ljudje reagirajo, kajti največ pobud, želja, pripomb dobim pravzaprav čez vikend, torej od petka popoldan do nedelje, do kosila. Ljudje imajo čas, ti si na eni strani nekoliko utrujen od vsega tega in takrat te ljudje tudi, lahko rečem, najbolj bombardirajo, če lahko uporabim to besedo, in takrat samo seveda prepošiljam naprej sodelavkam in sodelavcem vse aktivnosti, tako da tudi zaradi takšnih ljudi nimam jaz tistega pravega miru, pa tudi moji sodelavci ne, ampak to nalogo smo sprejeli, tako smo organizirani in tako bomo počeli tudi v prihodnje. Je to včasih obremenjujoče, ampak če veš, da si na koncu naredil nekaj dobrega, potem si veliko naredil, in včasih, to je kar je najpomembneje, ne, se velikokrat lahko zaveš, da je pravzaprav ljudje potrebujejo včasih samo toplo besedo, prijazno besedo, in je vse skupaj veliko lažje. So vam pa konec koncev sodelavci hvaležni, ker je vedno pestro in aktualno dogajanje. Pri vas ni besed, ne gre, ne zmorem, ne da se. Te besede sovražim, kot sem že prej povedal, tako v službi, kot tudi v privatnem življenju, tako da se jih izogibam in še ne vem, kdaj sem nazadnje tudi uporabil kakšno besedo takšno. Vedno se da, ampak je samo odvisno od tega, kako se da, in vedno se pa da stvari spreminjati na bolje, tako da tudi v tistih najslabših primerih mislim, da lahko nekaj dobrega naredimo. Tudi sicer niso najboljši časi. Vlada je 13. januarja sprejela nacionalno strategijo za izhod iz premoga z letnico 2033. Kaj to pomeni za Velenje, kako naprej? Mislim, da je bila mestna občina Velenje daleč najbolj aktiven deležnik v procesu priprave vseh teh strategij, ki bodo na nek način zapečatile našo prihodnjo usodo. Toliko nasprotnikov, kot smo imeli v tem primeru, da smo zagovarjali kasnejšo letnico kot 2033, danes se kaže, da z izjemno tehtnimi argumenti, da pravzaprav ena sama vojna spremenila miselnost marsikoga, ki bi na svojih poziciji pravzaprav moral že prej razmišljati nekoliko drugače. Je to obdobje pokazalo, da smo izvajali pravo stvar. Zagovarjali smo pravičen prehod, zagovarjali smo socialno varnost, zeleno energijo in zagovarjali smo to, da nam dajo dovolj časa, da pridemo varno iz premoga. Lahko rečem, da vsega tega nismo bili uslišani. Če pa ne bi bili tako glasni, bi pa scenariji bili veliko slabši in verjetno bi ta finančna sredstva šla vse prej kot za razvoj teh lokalnih skupnosti. Mi imamo prakso iz Zasavja, tudi nekatere druge primere slabih praks, in če kaj, potem dajem jasno zagotovilo, da pri teh stvarih
ne bo popuščanja, da tukaj bomo branili naše interese tako ali drugače in tudi, če vlada ne pristane na 5000 delovnih mest, lahko povem, da je moj cilj ostal nespremenjen. 5000 delovnih mest mora biti odprtih v našem okolju, ne samo za tiste, ki bi jih potencialno bilo potrebno prekvalificirati, ampak predvsem za naše otroke, za naše zanamce, zato, ker če kdaj je mogoče narediti spremembe, jih je mogoče narediti v času prestrukturiranja. Ko bo prestrukturiranje zaključeno, takrat ne bo več vprašanj ali pa bodo ta vprašanja, kaj storiti naslednji dan prepozno, kajti danes moramo zavihati rokave, pripeljati nove priložnosti. To pa tudi pomeni, da če bomo pred izstopom iz premoga ustvarili nove priložnosti, da pravzaprav bo ta prehod izjemno mehak, tako iz socialnega, pa seveda tudi okoljskega in ostalih vidikov in Velenje pravzaprav tega ne bo občutilo. Če bomo pa seveda zamujali, če bomo imeli na drugi strani državo, ki bo seveda poskušala zatreti naša prizadevanja, voditi politiko, ki ne bo v skladu z načeli pravičnega prehoda, potem bo vse skupaj zelo težko. Ampak, kot rečeno, tukaj ne bomo odstopali in jaz sem izjemno vesel, da so tudi župani Saše regije in pa Zasavske regije prisluhnili moji pobudi, da smo ustanovili svet županov premogovnih regij v Sloveniji, s katerim kažemo še večjo moč, da bo država vedela, da ima na drugi strani težkega pogajalca in na drugi strani tudi, da smo ves ta čas bili tudi samoiniciativni. Še ravno danes v času tega intervjuja so sodelavci znova v Bruslju. Pokazalo se je, da če nisi neposredno v Bruslju, pravzaprav enkrat mesečno, da zelo težko premikaš stvari naprej. Tam dobiš vir informacij in to, kar smo v zadnjih 2 sestankih izvedeli v Bruslju, tega nam država do danes ni povedala. Pa so to dobre stvari, ki jih bomo znali oplemenititi, ki bomo znali seveda obrniti sebi v prid, ampak žalostno je, da moramo sami hoditi seveda na ravno Evropske unije, se tam iskati partnerje in seveda se tam pogajati in veliko dobrega smo že dosegli in prepričan sem, da bo tako tudi v prihodnje. Pomembno je pa tudi, da gospodarstvo vidi tukaj neko posebno priložnost. Izjemno sem ponosen tudi na podpis sporazuma, partnerskega sporazuma z Elesom, ki kaže, za kako težke projekte gre, za kako veliko zavedanje določenih akterjev gre, da je pravzaprav prestrukturiranje izjemno zahtevno in da tukaj resnično potrebujemo podporo različnih deležnikov, predvsem pa potrebujemo podporo. In če kaj, potem bom tudi v prihodnjih mesecih, ne glede na to, kakšna bo vlada, zagovarjal koordinatorja na državni ravni za premogovne regije in zagovarjal to, da se pravičen prehod opredeli kot eden izmed ključnih ciljev tudi v koalicijsko pogodbo, ne glede na barvo politike, ki bo seveda na državni ravni. Ste pa ves čas tudi v kontaktu z rodarji Knapi? Lahko rečem, da imamo izjemno korektne, izjemno dobre odnose. Velikokrat v kriznih trenutkih, ko je potrebno sprejeti hitro odločitev, bodi si iz naše strani ali pa z njihove strani, se tudi na hitro dobimo, na nek način si zastavimo strategijo in ja, vse aktivnosti, domala vse aktivnosti, ki so povezane z rodarji, neposredno smo se z njimi usklajevali predtem, smo enotno nastopali vsak na svojem področju, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi in če smo tako enotni in če bomo tako enotni tudi v prihodnje, potem sem prepričan, da bomo veliko dobrega naredili. Posluh imate za mlajšo generacijo Knapov, recimo, ko se zberete kdaj skupaj, tudi na kakšni rekreaciji, kaj rečejo na to dogajanje? Tisto, kar je mene v vsem tem času tudi najbolj prizadelo, je pravzaprav to, da sem začutil strah pri Knapih, kar si... Tako močnih osebah, a ne? Pri tako močnih osebah, ne. To je tista negotovost, kaj bo z mano čez nekaj let, to je tisto, kar je izjemno težko. Zato sem tudi sam poskušal vlado, ministre preprečevati ravno v tem, da ne glede na to, kaj bo pisalo v tej strategiji, strategija mora biti zapisana tako, da imajo ljudje zaupanje v ta dokument. Če tega zaupanja ni, če ni zaupanja v nekih
v neko politiko, potem bodo ljudje vse skozi celoten proces prestrukturiranja živeli v strahu. Jaz si pa tega ne želim, ker potem bo tudi družbena učinkovitost, če temu tako rečemo, slabša. Potem se bo tudi ta negativna energija kopičila v naše mesto in tega si vsi skupaj ne zaslužimo. Zato je to tisto, kar v prvi vrsti seveda česar se najbolj bojim in zato poskušam tudi z aktivnostmi, resnično vsakodnevnimi, tudi z novim uradom, tudi z direktorjem občinske uprave, pa z različnimi institucijami, energetsko agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško regijo, z ostalimi deležniki, gospodarsko zbornico, peljati aktivnosti vsakodnevno v tej smeri, da pridobimo čim več informacij, da bomo resnično čim bolj pripravljeni in da bomo ljudem dali tisto pravo zaupanje, da je to prestrukturiranje pravzaprav naša priložnost. Jaz sem prepričan, da je to priložnost in prepričan sem, da bomo to priložnost seveda realizirali sebi v prid. Pomembno pa je, da se tega zavedajo tudi naši ljudje. Ker strah je tihi ubijalec. To je pravzaprav najhujša oblika, ki jo lahko človek doseže, tega velikokrat niti ne vidiš in ljudje takrat seveda zaidejo v različne stiske. Lahko zaradi tega ima psihične težave, lahko ima finančne težave, skratka vsega tistega, kar pravzaprav ne prepoznaš, velikokrat ljudje o tem niti ne želijo govoriti in tukaj je seveda v družbenem smislu to za nas izjemno velik izziv in se mi zdi predvsem to pomembno, da se vedno odkrito pogovarjamo in da negujemo te vrednote, o katerih smo že na začetku govorili, ker potem bodo ljudje tudi seveda lažje povedali, s kakšnimi težavami se soočajo in da jim bomo tudi mi lažje pomagali. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, omenili ste, da se v Mestni občini Velenje zavedate, kako pomembno je prestrukturiranje torej za lokalno skupnost in pripravljate tudi optimistične načrte. Na kaj tukaj mislite? Če sem iskren, se pravzaprav odpiranje 5000 delovnih mest niti ne bojim. To je zame izziv, za katerega sem trdno prepričan, da ga bomo dosegli. Že v zadnjem letu in pol oziroma zdaj že 2 letih smo odprli približno 1500 novih delovnih mest. Pri tem je pomembno poudariti seveda, da to niso takšna delovna mesta, vsa takšna delovna mesta, kot bi si sami želeli, torej s tako veliko dodano vrednostjo, ampak signal je pa jasen, da smo mi sposobni odpirati delovno mesto, da je potrebno se povezovati in da je potrebno izkoriščati priložnosti. To, kar mi danes počnemo s poslovno cono Stara vas, to bo nekaj izjemnega. Jaz sem prepričan, da toliko interesa, kot imamo danes in ko pravzaprav vidimo, kakšna podjetja hodijo k nam, se zanimajo, se usklajujemo, prodajamo zemljišča in v nekaj letih bo pravzaprav obstoječe zemljišče v Stari vasi, poslovna cona Stara vas zgrajeno v celoti in imamo danes predvsem te težave, da imamo premalo teh zemljišč. Zato seveda si želimo tudi čim hitrejše izgradnje 3. razvojne osi, da bo ta obstoječi daljnovod umaknjen v samo 3. razvojno os. S tem se nam bo sprostilo še dodatno območje in vsa ta podjetja bodo prinesla neko dodano vrednost, ogromno dodano vrednost in tukaj bodo tudi podjetja, ki mogoče niso ravno bila v preteklosti doma v Velenju, pa bomo s tem ustvarili tudi neko novo priložnost. Predvsem mislim z področja farmacije in zdravstva. Tukaj imamo kar nekaj smelih načrtov, tako da verjamem, da nam bo tudi to uspelo. Po drugi strani pa se zavedamo, da moramo vlagati v nove tehnologije, da se malo pogovarjamo, iščemo partnerje tudi za proizvodnjo baterij, shranjevanja energije, kar bo pravzaprav prihodnost, pa vsega tistega, kar pravzaprav nas čaka v prihodnjih letih in ki je povezano z alternativnimi viri energije. Imamo ogromno znanja, ogromno izkušenj in so to tisti prijetni izzivi. In jaz se teh izzivov, še enkrat povedano, ne bojim in bi želel, da tudi ljudje imajo zaupanje v ta proces odpiranja novih delovnih mest. Večja težava je prav gotovo toplotna oskrba, ki je pa posebno poglavje. Omenili ste, da vse to, kar danes govorite, je za vas poseben izziv in prav lepo vas je poslušati, s kakšno energijo in zagonom greste naprej, recimo ne samo v 4 leta, v prihodnja 20, 30 leta.
Jaz mislim, da cilje moramo imeti zastavljene tako kratkoročne kot tudi dolgoročne in da je ta proces resnično ustvarja neko svetlo prihodnost, ker samo s to svetlo prihodnostjo lahko mi mlade tudi prepričamo, da bo tukaj nekaj novega, nekaj dobrega, nekaj boljšega, da bodo tukaj se ustvarjale nove priložnosti. Zato bomo mi to politiko seveda, da poskušamo čim več vsebin in programov nameniti mlajšim generacijam, širili bomo, pravzaprav vse skupaj ohranjali in poskušali skozi obdobje nadgrajevati. Vemo, da imamo posebne izzive na področju reševanja stanovanjske problematike, katere smo se že lotili. Sem tudi vesel, da so svetniki podprli vse te moje predloge, tako za znižanje komunalnega prispevka za mlade družine za 50%, da danes izvajamo projekt Talent, ki pravzaprav bo Mestno občino Velenje pozicioniral tudi na evropski zemljevid, ena izmed 18 mest, ki ima tudi pripravljen program, kako zadrževati mlade v Velenju oziroma kako ostale talente privabljati v naše okolje. Vse to so seveda vsebine, ki so nekoliko mehkejše, ampak skupek teh vsebin da pa izjemno pozitivne rezultate in na tem bomo vzporedno z odpiranjem novih delovnih mest, gradnjo novih stanovanjskih kompleksov za mlade, vse to bomo počeli s ciljem in željo seveda, da bo resnično Velenje mesto priložnosti za mlade. Zadnje čase se veliko govori tudi o kampu, ki je v lasti premogovnika Velenje in o njegovi prodaji. Kakšne priložnosti vidi Mestna občina Velenje tukaj? Ključen nauk, ki smo ga na nek način podedovali iz Zasavja, je pravzaprav to, da so zemljišča, ki so strateškega pomena, izjemno pomembna za nadaljni razvoj naše regije, našega mesta. In če kaj, da ne smemo dovoliti, da bi z zemljišči strateškega pomena pravzaprav razpolagali določeni prekupčevalci, ki jim ni interes vlagati v razvoj nekega območja, ampak predvsem interes, da čim več sredstev zaslužijo in poberejo iz nekega posla. Kamp je danes, njegova ocena se bliža -1 milijon evrov. Ta kamp nima takšne vrednosti zaradi tega, ker bi sam kamp bil tako urejen, ker bi sama infrastruktura v kampu bila na tako visokem nivoju. Kamp ima takšno ceno predvsem zaradi tega, ker je Mestna občina Velenje vsa ta leta vlagala v jezero in v neposredno bližino in vlagali bomo tudi v prihodnje. In če kaj, se bojimo, da bi seveda špekulanti prišli do teh zemljišč in da bi špekulanti enostavno razpolagali in lahko tudi zapečatili usodo razvoja nekega turističnega območja. Tega si ne smemo dovoliti in zato smo, predvsem pa zaradi tega, ker je v preteklem letu bil kamp zaprt, sam sem na desetine dopisov prejel, zakaj, kaj si gremo, ljudje niti vedeli niso, da to ni v naši lasti, odgovorno so pa pripisovali nam. In zato smo tudi še zaradi tega toliko bolj bili prepričani, da moramo uveljavljati predkupno pravico, da moramo priti do lastništva tega kampa, ne zato, da bi Mestna občina Velenje z njim upravljala, ampak da bi enostavno potem imeli možnost oddati kamp takšnemu upravljavcu, ki bo razvojno naravnan in ki bo aktivno sodeloval tudi z vsemi našimi deležniki. Samo na takšen način lahko zagotovimo neko varnost, varen razvoj objezerskega turizma, kjer je pa resnično ogromno potencijala. Mi smo zato, ker se pravzaprav, ko so spoznali, da želimo mi odkupiti kamp, enostavno umaknili predkupno pravico, kar se nam še nikoli do sedaj ni zgodilo, so nam tudi na nek način zasvetili vsi alarmi, da se nekaj čudnega dogaja in smo še toliko bolj bili prepričani, da seveda moramo tukaj zaščititi javni interes. Danes, ko se je cena dvignila, pa enostavno kot županu mi ni preostalo kaj dosti drugega. Svet Mestne občine Velenje mi je seveda dal soglasje k nakupu po nižji ceni, po drugi strani, če grem v nakup po višji ceni, bo seveda znova vprašanje, zakaj smo to storili, zakaj nismo uveljavljali neke pravne varnosti.
če tega ne kupimo, je zakaj smo takrat želeli kupiti, danes pa ne več kupiti. Skratka, veliko je tukaj dilem in edina možnost v tem trenutku je bila, da poskušamo javno interes zaščititi s pomočjo prava. V vsakem primeru je pa naš cilj, da kamp letos zaživi, da se odpre v takšni ali drugačni obliki, v naslednjem letu pa mora biti kamp resnično v popolnosti takšen, kot si ga vsi skupaj želimo in si ga tudi zaslužimo. In prepričan sem, da lahko na tem območju odpiramo nova delovna mesta, ustvarjamo nove priložnosti. Naši načrti, ki so pa povezani s tem, so pa tudi zelo visoki. Predstavitev čolnarne, razvoja tega objezerske plaže, pa potem seveda tudi del adrenalinskega parka, športnih igrišč, vse to si želimo, pa seveda parkirišč. Vse to so izzivi, ki jih bomo prepričan sem v 3-4 letih tudi uspešno realizirali, ampak potrebujemo pa resnično na celotnem območju takšne ljudi, ki so pripravljeni izključno delati za razvoj tega območja. Ker Velenjska plaža vabi, a ne? Vso leto, ogromno obiskovalcev, lepi nazivi, ki ste jih prejeli. Ja, pokazali in dokazali smo, da smo sposobni razvijati to območje. Pravzaprav smo se zapisali tudi na kar nekaj evropskih zemljevidov, vedno več je tujih gostov, z izgradnjo kolesarskih povezav bomo še bolj turistično zanimivi. Kolesarski turizem je v velikem vzponu, tako da bomo tudi pri naslednjih investicijah morali ta segment upoštevati, da bomo imeli del same infrastrukture, ki bo namenjena trženju, torej da bodo lahko tisti, ki so pripravljeni izposojati kolesa, domovali tam na tistem območju, izposojali kolesa in tako naprej. Skratka, je to nek mehanizem, živ mehanizem in čim več sredstev se seveda mora tukaj obrniti, toliko več bo delovnih mest, toliko več bo dobre volje, prijetnega počutja in bomo v tej smeri seveda delali. Pa se mi zdi, da se tudi miselnost nas domačinov spreminja skozi leta, ko vidimo, kakšne lepe bisere imamo doma. Res je, bisere imamo ogromne, tako bom rekel na tem jezerskem območju, kot tudi širše. Obdani smo z gorami, pravzaprav vse imamo v neposredni bližini in v tem mestu je resnično lepo živeti. In naša naloga je, da seveda vse te bisere združimo in da pokažemo tudi turistom, katere bisere imamo v naši okolici, kaj lahko tukaj zaužijejo, kje se lahko ugibajo, v čem lahko uživajo. Tako da je to naša naloga, na tem delamo in ko nam bo to uspelo, seveda promocijsko spraviti na nek visoko raven in istočasno ponuditi kvalitetno storitev, potem bomo od tega lahko zelo lepo živeli. Ena večjih težav mladih, predvsem pa tudi ostalih prebivalcev, je stanovanjska problematika. V Mestni občini Velenje imate posluh za reševanje te stiske. Na kakšen način? Ja, nekaj tega sem že prej povedal. Torej, znižali smo komunalni prispevek za reševanje prvih stanovanjskih vprašanj za 50%. Potem smo tudi dvignili to pomoč za obrojstvo otroka za 100%. Peljemo tudi nekatere druge projekte, ki so seveda povezane izključno z mladimi kategorijami. Predvsem se mi zdi pomembno, da ohranjamo te življenjsko potrebne storitve, ki morajo biti dostopne za vse mlade, od vrtcev do vseh ostalih, bom rekel, izobraževalnih ali drugih programov, ki so v našem okolju in na tem območju seveda nas čakajo veliki izzivi. Predvsem sem vesel tudi, da so mladi sprejeli to mojo ponudbo z generacijskega foruma, da so se aktivno vključili tudi v pripravo razpisa za oddajo stanovanj. Ta razpis je ravno v tem trenutku tudi objavljen, torej mladi se lahko prijavijo na ta razpis. V prvem valu bomo namenili 5 stanovanj izključno mladim. Ob naslednjih stanovanjskih gradnjah pripravljamo prostorske plane za gradnjo stanovanjskih objektov za zelenico, na zelenici za pošto in pa določeni investitorji se že pojavljajo tudi na področju Zlatega griča. V vsakem primeru pa pri tej prvem stanovanjskem kompleksu je že bila moja usmeritev jasna, da želim, da je en stolpič namenjen izključno mladim ljudem, takim družinam z otroci in da je pod tem stanovanjskim kompleksom tudi vrtec, torej da lahko
starši, ko gredo zjutraj na obveznosti otroka, že kar v samem bloku oziroma stanovanjskem kompleksu predajo v varstvo in da na ta način seveda tudi omogočamo lažjo mobilnost vsem tistim mladim družinam. Tako da za mlade bomo seveda veliko postorili, po drugi strani pa ne pozabljamo na starejšo generacijo, da ne bi kdo napačno tega razumel. Investitorja na območju Stare vasi smo že povezali z nepremičninskim skladom, ki bo gradil stanovanja za starejše. Mi v letošnjem letu začnemo tudi z gradnjo oskrbovanih stanovanj na Žarovi cesti, tako da bo tudi na tem področju ogromno nekih novih priložnosti. Je pa tako, veliko slišimo, da je seveda škoda zelenic, da je škoda vsega tega, tudi sam se tega zavedam, ampak enostavno, če teh novih priložnosti ne bomo odprli, tako kot so jih znali pred desetletji, potem seveda bomo stagnirali oziroma bomo te priložnosti zamudili. In ne želim si, da bi ljudje odhajali iz Velenja zaradi tega, ker nimamo tukaj dovolj ustreznih stanovanj in da bi bil to razlog njihovega odhoda. Zato je potrebno celoten proces nekega življenja seveda imeti v ospredju in na vsakem koraku življenjskih izzivov tudi omogočati in prikazati neke rešitve. Na ta način seveda tudi lahko kot skupnost rasteš. So pa ti izzivi potem seveda posledično tudi vedno večji in vedno bolj zahtevni. Zimski čas naredi svoje, predvsem nizke temperature in lahko rečemo, da so občanke in občani Mestne občine Velenje precej zaskrbljeni tudi zaradi precejšnjega dviga cen ogrevanja. Ampak vseeno ste jim prisluhnili, pa poskušate najti rešitev oziroma jih seznaniti, kako lahko tudi sami prispevajo k znižanju teh stroškov. Mestna občina Velenje in pa občina Šoštanj sta pravzaprav bile edine občine, ki sta v teh zadnjih letih vse skozi subvencionirali ceno toplotne energije. Torej smo se že v preteklosti mi zavedali tega, da obremenjevati gospodinjstvo in pa gospodarstvo z dvigom cene toplotne energije ni pravi korak. Žal smo pri dvigu cene, lahko rečem, izrazito nemočni. Celovito smo odvisni od zunanjega partnerja, nimamo možnosti vplivanja na neke ključne poslovne odločitve in takšen sistem je seveda vsa ta leta bil vzdržen. Danes pa, ko se cene energentov dviguje tako izrazito, ugotavljamo, da je lahko takšen sistem vzdržen še naprej, lahko pa da bo ravno kontraproduktiven, da bo postal čisto nevzdržen. Kaj se bo dogajalo z cenami CO2 kuponov, je seveda težko predvideti, ampak v vsakem primeru bi bilo veliko lažje, če bi imeli seveda to proizvodnjo toplotne energije v lasti nekega javnega podjetja. Potem lahko kot župan neposredno vplivam na te odločitve, v tem primeru, ko so pa to gospodarske družbe državnega pomena, pa seveda župan ne more vplivati na njihove odločitve. In zato je tudi naš cilj, da poskušamo seveda v fazi preobrazbe celotnega sistema daljinskega ogrevanja priti do svojih lastnih virov. S tem bomo lahko sami tudi lažje regulirali samo ceno toplotne energije. Cena se je dvignila. To je bilo najbolj nehvaležno dejanje, kateremu sem bil priča v zadnjih 2 letih in ni prijetno tudi danes gledati, kako se pravzaprav vse draži. Samo plače vseh tistih, ki bi si zaslužili nekoliko dostojnejše plače, pa ostajajo na istem nivoju. Zato smo v Mestni občini Velenje seveda poskušali z nekimi ukrepi, da blažimo te stiske. Poleg vseh teh socialnih transferjev, tisto, kar sem tudi jasno izrazil od direktorja komunalnega podjetja, je, da se komunalno podjetje Velenje navzven odpre. To pomeni, da ljudem priskočijo vedno na pomoč. Tudi če bo to šlo v škodo komunalnega podjetja, če bo potrebno svetovati, kako znižati priključno moč. Tudi to je naloga komunalnega podjetja, ne glede na to, da bo zaradi tega mogoče imel nekoliko manj prihodka, ampak s tem mi pomagamo ljudem preživeti skozi mesec. Veliko se ukvarjamo tudi z upravniki. Lokalna skupnost ne more vplivati na energetsko varčnost posameznega objekta. To lahko naredijo etažni lastniki in lahko naredijo upravniki.
In danes, ko primerjamo dva identična bloka in je eden energetsko saniran, drugi pa ni saniran, vidimo, da so položnice v energetskem saniranem za 30% niže kot v tistem. Skratka, vse to poskušamo sedaj ljudem dopovedati, da moramo najprej narediti svojo domačo nalogo. Torej, da moramo porabe toplote, ki je danes v slovenskem povprečju dvakrat večja kot v povprečju Slovenije, da moramo najprej to narediti, da znižamo porabo toplote. Mi na ceni, kjer bomo lahko zniževali ceno, bomo seveda to tudi počeli, še naprej bomo subvencionirali ceno toplotne energije in moramo takrat, ko bomo prišli v fazo nove investicije, vedeti, da smo določeno uporabo toplotne energije zoptimizirali. Ker v nasprotnem primeru lahko pridemo tudi do tega, da naredimo nova postrojenja, ki bodo dimenzionirana na današnjo uporabo toplote, potem bomo pa energetsko sanirali, porabo toplote znižali za 20 ali pa 30% in takrat bomo ugotovili, da imamo predimenzioniran sistem, ki ga vsako leto preplačujemo za toliko in toliko milijonov, zaradi tega, ker prej nismo opravili svoje domače naloge. Tako da tukaj je veliko izzivov, tako na ravni komunalnega podjetja, na ravni Mestne občine Velenje in tudi na ravni upravnikov, kot tudi etažnih lastnikov. Največ seveda moramo na začetku sami narediti, potem bomo pa tudi vse ostalo lažje speljali. Omenili ste zeleno transformacijo komunalnega podjetja Velenje, pa podpis sporazuma s podjetjem Eles. Kaj vse te spremembe pomenijo za občane? Eles je največja energetska družba v Sloveniji, prepoznana tudi širše. Mi se zavedamo, da brez močnih partnerjev takšnega infrastrukturnega projekta najbolj učinkovito, stroškovno najbolj optimalno ni mogoče realizirati. Zato smo tudi šli v partnerstvo z Elesom, ki je izjemno razvojno naravnano podjetje, ki v vsakem letu pravzaprav na milijone evrov nepovratnih sredstev pridobi, in tukaj smo videli seveda zelo dobro medresorsko povezovanje oziroma priložnost za medresorsko povezovanje. Na eni strani tistega, ki distribuira električno energijo, na drugi strani pa nas, ki proizvajamo in porabljamo toplotno energijo. Če ta dva sektorja povežemo, lahko seveda izkoriščamo sinergijske učinke. To seveda pomeni, da takrat, ko bo v omrežju preveč energije, lahko to energijo zelo poceni dobimo tudi mi v naše okolje za oskrbo s toplotno energijo in s tem seveda ustvarjamo neke prihranke. In vse to so projekti, ki jih bomo sedaj v nadaljevanju poskušali razviti do te mere, da jih bomo potem tudi z nepovratnimi sredstvi implementirali v naše okolje. Tako da dobili smo, po moji oceni, najboljšega možnega partnerja. Jaz sem izjemno hvaležen, da je ta pobuda, ki je bila že kar nekaj časa na mizi, bila na koncu tudi uslišana, da smo se ves ta čas že usklajevali in da že pripravljamo tudi skupne projekte, v katerih bomo tudi javno seznanili takrat, ko bodo resnično pripravljeni, do te mere, da bomo prepričani, da so to projekti, ki so ekonomsko vzdržni, ki so okoljsko sprejemljivi in seveda, ki bodo razvojno naravnani. Vse to bomo javnosti tudi predstavljali. Danes je pa naša naloga predvsem, da v okviru teh partnerstev pripravimo tiste najboljše možne rešitve v dobrobit seveda tega, da bomo tudi v prihodnje imeli zanesljiv, varčen ali pa ekonomsko vzdržljiv sistem daljinskega ogrevanja. V Mestni občini Velenje dajo velik poudarek tudi trajnostni mobilnosti. Številne dogodke ste do danes že organizirali, pa če preverimo, kaj se aktualnega dogaja proti Hudi Luknji pa proti Dobrni. Jaz mislim, da so to dva najslajša projekta, ki se trenutno izvajata. Ogromno let, ogromno energije, tudi ogromno finančnih sredstev, pa tudi kar nekaj solza smo v občinski upravi sprostili oziroma morali dati za to, da smo ta projekt pripeljali tako daleč, da ga danes pravzaprav realiziramo. Če ne bi lokalna skupnost peljala te iniciative, če ne bi projektov na nek način včasih tudi na silo ali pa silo
pripravljali, potem tudi država teh projektov danes ne bi izvajala. Vemo, da je sredstev za kolesarske povezave zmanjkalo, da smo pa mi po zaslugi vseh nas, ki smo pripravljali te projekte, pridobivali služnosti, reševali tudi dedovanja in tako naprej, prisilili državo, da je morala ta projekt oziroma ta oba projekta dati na svoj proračunski zemljevid in da smo tudi sami bili pripravljeni približno oziroma več kot 4 milijone evrov sredstev nameniti tema dvema projektoma, se pravzaprav pokazalo kot dobro. Danes se ta dva projekta izvajata, kolesarska povezava proti Dobrni bo zaključena še v letošnjem letu, ob koncu naslednjega leta pa sem prepričan, da bo zaključena tudi kolesarska povezava skozi Hudo Luknjo, ki bo pa, kot smo že večkrat povedali, po naši oceni najlepša kolesarska povezava v Sloveniji in s tem se bomo tudi lahko turistično še bolj povezali z Koroško regijo in potencijala, ki je na področju kolesarstva in povezanega turizma je izjemno veliko. In jaz upam, da bodo seveda tudi tisti, ki živijo v neposredni bližini trase, prepoznali te kolesarske povezave kot svojo priložnost, da bodo tudi sami na teh območjih ponujali neke svoje storitve ali pa artikle in da bomo seveda tudi na ta način obogatili to našo ponudbo našega mesta ali pa lahko rečemo kar naše regije. Torej, to pomeni, gospod župan, da boste od zdaj naprej še bolj neto kolesarili, predvsem v jesenskem času s svojo ekipo? Z veseljem, če mi bo čas dopuščal oziroma če bo delo dopuščalo, da se kaj več kolesarim, z veseljem seveda, tudi ta šport mi je blizu, mi je pa res, da mi časa zmanjkuje in da v tem obdobju bo verjetno največ družinskega kolesarjenja z ženo in pa z hčerko. Če bi pa kdaj našel kakšno urco, 2 urce časa, bi pa tudi na kakšen hrib sam skočil z veseljem, ker tudi takrat se seveda zelo sprostim, zberem misli in ja, verjetno bo tudi marsikdo izmed naših občank in občanov izkoriščal to priložnost. Na simboličnem dogodku v Hudi Luknji je bil prisoten tudi minister Jernej Vrtovec. Z njim sta si ogledala tudi 3. razvojno os? Drži, ogledala sva si 3. razvojno os, odsek Gaberke, ki je sicer v Škalah, in tudi zastavili cilje za naprej, tako da sem vesel, da se 3. razvojna os gradi, da bo tudi v letošnjem letu, bom rekel, objavljeni vsi potrebni razpisi, predvidevamo pa tudi že začetek gradnje odseka proti Konovmu oziroma skozi Konovo in pa odsek Škale in lahko rečemo, da bo v naslednjih letih naše mesto na eni strani še zelo trpelo, na drugi strani bo pa seveda tudi pridobivalo neke nove priložnosti. Je pa verjetno ta minister eden izmed tistih, ki me včasih ima tudi že kar krepko čez glavo, ampak tudi sam mu ne dam dihati in to smo tudi odkrito povedal, da dokler ne dobimo jasnih zagotovil, da se bodo sanirale državne ceste, cesta Vinska gora, Šaleška cesta, Kidričeva cesta, Škalska cesta, Partizanska cesta, pa da uredimo podvoza pri SOTEH-u, s katerim bi razbremenili tovornega prometa mestnega središča, do takrat me bodo pač morali poslušati. In dogovorjena smo bila na tem sestanku oziroma tem srečanju tudi, da še v letošnjem oziroma v tem mesecu podpišemo sporazum, kjer bodo vse te ceste navedene. Obljubljeno je, da Vinska gora, klanec Vinska gora bi se naj začel graditi že v spomladanskem času oziroma sanirati v spomladanskem času, da bo v roku 2 mesecev tudi objavljen razpis za izgradnjo Šaleške in pa Kidričeve ceste in tudi Škalska cesta, takoj ko rešijo vse birokratske zadeve, da gredo tudi v samo gradnjo. Tako da nekaj tega jaz upam, da smo premaknili, bomo pa tukaj neomajni in kdorkoli bo prihodnji minister, me bo imel za vrato vse do takrat, dokler te ceste ne sanirajo. Gospod župan, letošnje leto je posebno leto, leto volitev. Ja, kaj dosti časa razmišljati na volitve seveda nimam. Je pa res, da najbolj nestrpno čakam državnozborske volitve, če sem iskren, predvsem zaradi tega, ker želim, da se stanje v Sloveniji čim prej normalizira.
da vemo, kateri bodo prihodnji sogovorniki, naši sogovorniki, ki jih bom jemal kot partnerje takšne ali drugačne. Zavedam se, da pravzaprav brez aktivne podpore sodelovanja z državnimi organi ni mogoče stvari premikati na bolje. Tudi če sem v tem mandatu se včasih moral ukvarjati s politiki, ki mi politično niso blizu. Mi seveda to ni bilo najbolj prijetno, ampak sem tudi to dolžnost opravil, kajti samo z aktivnim sodelovanjem lahko seveda pripelješ neke stvari naprej. Bi si pa osebno želel, in ta želja moja bo slišana v teh dneh tudi večkrat, da imamo v Ljubljani ljudi iz naše okolice, iz našega mesta. Danes oziroma v tem mandatu smo imeli predstavnika SDS-a, ki prihaja iz Šoštanja, pa večinoma je bil kontraproduktiven, ni deloval v skladu z interesi lokalnih skupnosti in takšnih seveda poslancev si v Ljubljani osebno ne želim. Želim imeti poslance, tudi če bodo z druge politične opcije, ki bodo pripravljeni pomagati ne samo meni ali pa mestni občini Velenje, ampak tudi občini Šoštanj in ostalim občinam, ki živimo na tem območju, da bomo imeli resnega sogovornika in da bomo vedeli, da ta sogovornik seveda se bori za razvoj naše regije in to je tisto, kar je ključno. Osebno seveda prihajam iz vrst Socialnih demokratov, zato kot predsednik območne organizacije tudi seveda dajem svoje ime za Andrejo, Janjo in pa Marka. Je pa res, da sem tudi njim povedal in tudi večkrat bom povedal, da tudi od njih pričakujem izjemno veliko več, kot so v preteklosti lahko dali, in tudi če bodo prišli oziroma če bodo, v kar upam, da se bo to tudi zgodilo v Državni zbor, bodo tiste osebe, ki me bodo velikokrat sanjale, velikokrat ne bodo imele mirnega spanca, ampak prepričan sem, da tisti, ki želijo razvijati to skupnost, to razumejo in bodo skupaj seveda pomagali premikati stvari na boljše. Zelo odločno in pohvalno, gospod župan. Saj veste, da vas bom ob koncu vprašala, kaj pa počnete, ko imate vsaj malo časa samo zase, družina na prvem mestu, vaša pridna žena in hčerkica, pa živali? Ja, dolg čas nam ni nikoli, to je res. Ta bonus prostih dni sem izkoristil pred približno 3 tedni, ko smo bili tudi na družinskem smučanju, prvič tudi za svojo hčerko, tako da lahko rečem, da je bilo prijetno. Tisto, kar pa vsakodnevno, ja, skrb za živali je pravzaprav izjemna zahtevna naloga. Žena me velikokrat tudi z grdimi besedami ukrca, zakaj imamo toliko živali, kajti ima obilico dela, tudi takrat, ko seveda mene ni doma, sploh pa če je potrebno vse skupaj peljati veterinarju, je še toliko bolj zahtevno. Drugače pa prostih dni ni kaj dosti, če so, jih seveda izkoristimo, včasih tudi samo za poležavanje na kavču, včasih pa tudi za kaj bolj produktivnega. Glede na to, da živimo v hiši, tudi dela okoli hiše ne zmanjka, tako da je teh družinskih izzivov kar nekaj in jih je vedno lepo sprejeti, lepo početi, je pa res, da so včasih kratki, ampak ja, kot pravijo, kratko je sladko. Nas velikokrat tudi pocrkljate s kakšnimi lepimi objavami in fotografijami na Facebooku, pa ko ste omenili, da delate tudi preko vikenda, za vikend se pa najde tudi kaj časa za takšno sprostitev, a ne? Se najde, sej se mora najti, kajti če ne družina resnično preveč trpi, sam ko si v delu na nek način niti tega ne občutiš. Ko te pa hčerka vpraša, kdaj prideš domov, pa vpraša, če prideš takrat, ko bo že spala, je pa seveda nekoliko čuden občutek, zato je potrebno izkoristiti takrat, ko je to mogoče, seveda, če ne drugega za sprehod skozi naše mesto ali nekaj podobnega. Gospod župana, veste, da je ta protokolarna soba prav lep ambient. V stiku smo z naravo, ker ves čas sem poslušala tudi prepevanje ptičkov. To drži, veseli me, no, saj to bodo nekateri še toliko bolj veseli, da imamo v našem mestu veliko dreves, veliko drevja, veliko živih bitij in seveda je tudi narava ti lahko polepša vsak dan in tudi meni ga velikokrat
neposredni bližini imam svojo pisarno, tako da okno velikokrat odprto, tako da je ta stik z naravo seveda prisoten in je izjemno prijeten. Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, lepa hvala za današnjo oddajo. Veliko zdravja, srčnosti in odločnosti in da se boste borili še naprej za naše mesto Velenje. Vam pa tudi hvala lepa, gledalke in gledalci, za pozornost. Pika na i pa seveda vaše sporočilo gledalkam in gledalcem. Izvolite. Spoštovani občanke in občani, res je, da smo v preteklih letih bili soočeni z veliko izzivi. Ponosen sem, da smo te izzive uspešno premagovali. Ko smo mislili že, da je konec teh izzivov, je prišel nov izziv, povezan z vojno v Ukrajini. Nikoli pravzaprav nimamo tistega pravega miru, a vedno znova lahko z povezovanjem, strpnostjo, z složnostjo seveda premagujemo te izzive. In si v skladu z vsemi možnimi okoliščinami pričaramo najlepši dan. Zato si želim, da bo vsak naslednji dan najlepši, da bo takšen, kot si ga seveda sami želimo. Ko bomo soočeni z izzivi, pa sem prepričan, da jih bomo skupaj premagali. Zato naše osrčno mesto, mesto, ki je obdano svetlobo, soncem, zelenjem in seveda z dobrimi ljudmi. Srečno!